Pozdravljeni. Današnje vprašanje je vezano na vaginizem. Kako AIQ razlaga vaginizem? Kateri so možni vzroki za nastanek spazmov oziroma zakrčenih mišic medeničnega dna ter ali je strah dominantno čustvo, ki je očitno moralo biti pri ženski prisotno? Izraz vaginizem označuje nenaden in nehoten krč mišic medeničnega dna, ki obkrožajo nožnico. Krč je lahko tako močan, da se nožnično ustje povsem zapre in posledično je onemogočeno prodiranje moškega spolnega uda v nožnico, vstavljanje tampona ali ginekološki pregled. A krč nožnice je le redko povezan z vstavljanjem tampona ali ginekološkim pregledom. Največkrat se pojavlja pri poizkusu spolnega odnosa. Z vidika AIQ-ja tukaj govorimo o telesnem odporu, se pravi, da je okolje, v katerem je ta oseba živela ali pa še živi, izrazito nezdravo za materinstvo ali za razvoj otroka. In seveda zaradi tega je potem tudi telesna reakcija takšna, da poskuša preprečiti, na vsak način preprečiti možnost, da bi prišlo do zanositve, kar je pa seveda ob takem močnem krču in močnem strahu pred spolnim odnosom, ki ga taka izkušnja pri ženski povzroči, zelo učinkovit. Glede na to, kakšne spolne prakse pa kakšni so bili odnosi med spoloma, še v času takoj po drugi svetovni vojni, še bolj močno pa pred drugo svetovno vojno in še prej pred prvo svetovno vojno, postane jasno, da so ženske imele močen odpor do moških oziroma do spolnih odnosov, predvsem zaradi tega, ker so zaradi spolnega odnosa v bistvu potem zanosile, bile noseče, bile izpostavljene, bile ranljive, izpostavljene odvisnosti od moškega ali pa od drugih ljudi, ki so bili pač vezani na njeno preživetje kot nosečo žensko ali pa nosečnico ali pa potem mater. In je seveda odpor do tega, da bi imela spolni odnos in da bi zanosila, lahko se razvije v zelo močno podzavestno pogojno odzivanje, kar pomeni, da ko pride do možnosti spolnega odnosa, da na podzavestni ali pa na nezavestni ravni razvije zelo močno reakcijo, ki to prepreči. Dostikrat je to povezano tudi na splošno z težavami z mišicami medeničnega dna, kar se pogosto lahko tudi sprevrže ali pa razvije, nadaljuje v težave z piriformisom, težave z kolki, težave z bolečinami v spodnjem delu trebuha, mehurjem. Na splošno ima taka oseba potem hemoroidi so tudi dostikrat povezani s tem, s takim istim stanjem, ki ima dosti podobne razloge, samo so pač okoliščine drugačne. Glavno čustvo, ki je tukaj potlačeno, je v bistvu, ne bi rekel, da je toliko strah, kot govorimo tukaj že o grozi, zelo močnem strahu, ki meji ali pa dejansko lahko sproži prav panično telesno reakcijo, ker pride do izjemno močnih kontrakcij, kar pomeni, da so stvari, ki jih se ženska boji, dejansko grozne. Dostikrat je tukaj zraven povezan tudi gnus do spolnosti, do telesnih izločkov, do vonjev, ki nastajajo pri spolnih odnosih. Ampak ključno je spet tisto, zakaj pride do take funkcije, se pravi, kaj hoče telo in s tem običajno vezano tudi podzavest doseči s tako telesno reakcijo, in to je v tem primeru, da ne pride do spolnega odnosa in s tem ne pride do tega, da je ženska prepuščena na milost in nemilost moškemu, tako med spolnim odnosom kot tudi kasneje zaradi posledic spolnega odnosa. Imel sem že tudi primere, ko je bilo prisotno močno razočaranje zaradi
nezvestop moških oziroma ko je ženska izjemno močno hrepenela po ljubezni, nežnosti, zaščiti, sprejetju, pozornosti strani moškega in je tudi šla v spolni odnos zaradi tega. Pa je potem v bistvu bila izrabljena, zlorabljena, izdana, izkoriščena in seveda je po taki izkušnji, ki jo je pahnila lahko v močno depresijo, v močno razočaranost, pride do vzpostavitve močnega pogojnega odziva ali pa odvisnega odziva, da jo telo zaščiti pred tem, da ne ponovi takega dejanja in lahko rečemo, da se v bistvu razvije alergija na spolni odnos oziroma alergija na druženje z moškim. Z vidika AEQ-ja se potem to da postopoma spreminjati skozi dvigovanje čustvene zrelosti, večjo sposobnost soočanja z resničnimi dogodki, ki so se zgodili v preteklosti, ker do zdaj, če pri vsaki stranki, ki je imela vaginizem, so bile odkrite družinske laži oziroma prikrite družinske resnice. Običajno so bile vezane na posilstva ali pa na incestne spolne odnose pri prednikih, zanikanja očetovstva, ne, in potem močna trpljenja, kot so bile recimo, da so bile ženske, ki so delale kot dekle ali pa kot služkinje, posiljene strani gospodarja ali pa katerega od moških, ki so v tej hiši ali pa domačiji delali. Potem, ko je pa zanosila, so jo pa izgnali ven, stran, zanikali vsakršno povezavo s tem. Seveda tukaj pride do izjemno močnih občutkov nemoči, groze, kaj to dostikrat je bilo, so bili pol tudi poskusi splavov, ki so bili tudi neuspešni in deformacij genitalij. Tako da razlogov ali pa vzrokov je lahko zelo veliko in zdaj dvig čustvene zrelosti pri osebi, ki ima to stanje, veča njeno sposobnost, da izve in da tudi sprejme, se sooči z dejstvi iz njenega in iz življenja njenih prednic. Potem pa lahko skozi zmanjševanje senzorno-motorne amnezije vedno bolj povečuje sposobnost, da sprosti površinsko mišičevje, da sprosti stegna, da sprosti spodnji del trebuha, ritne mišice, notranje stegenske mišice, ledveni del hrbta, in potem z višjo čustveno zrelostjo se začne učiti bolj učinkovite uporabe čustev, bolj jasnega ločevanja med različnimi čustvi, tako da potem lahko zmanjša ta kronično aktivacijo groze in se potem z večjim zaupanjem vase, ki je posledica nižje senzorno-motorne amnezije in višje čustvene zrelosti, lahko bolj natančno določi, s kakšnim moškim je, koliko lahko temu moškemu zaupa, koliko ima, kakšen ima vpliv na tega moškega in potem postopoma lahko zmanjša to alergijo na spolnost. Zdaj, do katere mere se pa da to urediti pa odpraviti, pa seveda ali odpraviti, je pa odvisno od začetnega stanja in tudi okoliščin, v katerih ta ženska živi in dela. Hvala lepa.